Tako da dobra novica je, v naslednjih 2 letih bo množica stanovanj po Sloveniji zrasla. Slaba je, da niso še danes, ampak teh stvari se pa res čez noč ne da, ampak to nas ni odvrnilo. Po drugi strani je pa še ena stvar, ki je izjemno pomembna, pa se jo v preteklosti zelo pozabljali. Ni dovolj samo, da zgradimo stanovanja, ta stanovanja morajo biti namensko usmerjena v prave ljudi. In mi smo v preteklosti preveč teh stanovanj delili izključno po kriteriju socialne ogroženosti in smo absolutno pozabili na mlade in pozabili smo na kadrovska stanovanja. In jaz striktno zagovarjam politiko, da sme biti največ 10% stanovanj za socialno ogrožene, ostalih 90% pa mora iti med mlade pa med kadre. Če rabimo zdravnika v neki občini, ne dobi zdravnik stanovanje. Če rabimo učitelja, ne dobi učitelj stanovanje. Če rabimo v tovarni, inženirje ne dobijo oni. Mladi pa zato, da si lahko ustvarijo družine. Tega v kriterijih danes ni nikjer v Sloveniji, oziroma prvi tak primer je bil na Lukovici pred pol leta približno, ki smo govorili o tem in je županja prav rekla, evo, mi bomo pa dali večino tega za mlade. In to je prvič, da se sploh o tem razmišlja. Še 2 leti nazaj so se dajali v glavnem samo za socialno ogrožene. In zato jih je bilo malo stanovanj, pa še tiste, ki so bila, niso šla v roke, da bi mlade navdihovali s kakršnimkoli upanjem, da bo kdaj boljše. No, zdaj pa lahko povem, bo boljše za mlade in to ne malo, ampak občutno. Še 2 leti.